Veseli me, da lahko v studiu pozdravim Ari Tatarca, angleškega direktorja v Ribu Centerju in urednika Novičnika V Izraelu je poldne. Ari, najlepša hvala, da ste danes z nami v studiu. Trenutno v Izraelu vlada veliko zaskrbljenosti. Ne le zaradi tega memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom, ampak predvsem zaradi odnosa med Donaldom Trumpom in Benjaminom Netanjahujem. Kakšne poglede lahko delite? Mislim, da je vredno pogledati kontekst. Pred približno 4 ali 5 meseci je bil načrt za Netanjahujevo izvolitev v bistvu povabiti Trumpa na zmagovalni krog po Izraelu. Vrhunec bi bil, da dobi izraelsko nagrado. Netanjahu pa dobi sijajno priporočilo, ki ga lahko prilepi na vsak volilni oglas vse do oktobra ali septembra. Ampak mislim, da to zdaj ni izvedljivo, vsaj iz 3 razlogov. Prvič, mislim, da Izrael trenutno ni razpoložen za zmagovalni krog. Iskreno povedano, če pogledamo na vse fronte, to ni ravno tisto, na kar večina ljudi misli. Drugič, kot smo videli iz nedavnih komentarjev Donalda Trumpa, mislim, da Netanjahu ne more nujno računati na to, da mu bo Trump dal tako bleščečo podporo. To bi sicer izgledalo odlično. In mislim, da je tretji razlog, ki temelji tudi na nedavnih raziskavah, ta, da izraelski volivci tega prav tako nujno ne bi radi videli. Nedavna anketa je pokazala, da je podpora med izraelskimi desničarji, še posebej med Netanjahujevo bazo, padla s 75% na le 50%, ki dejansko odobravajo Trumpa. Torej je vprašanje za Netanjahua trenutno, ali si sploh res želi podpore, tudi če bi mu jo Trump ponudil. No, obstajajo poročila prav o tem, da je Likud spreminjal svojo kampanjo za oglase pred volitvami. Ker odnos med ameriškim voditeljem in izraelskim voditeljem ni tako močan, kot bi si mnogi želeli. In zagotovo ni tako, kot bi si gospod Varnost, ki kandidira na volitvah, želel. Se vam to zdi resnično? Rekel bi, da je to zagotovo točno. Mislim, da bo Netanjahujev izziv manj v tem, kako lahko predstavijo njegov odnos s Trumpom, in bolj v tem, kako lahko predstavi celoten izid konflikta z Iranom in še posebej v Libanonu. Kot da lahko pogleda Trumpa in reče, imam odličen odnos z njim. In zelo verjetno bomo v naslednjih nekaj mesecih videli nekaj političnega pozicioniranja v odnosu do Trumpa. Ko pa pride do bistva, mislim, da bodo dejstva na terenu na koncu odločilna. Ali je Bibi zagotovil izraelske interese v Trumpovem svetu, ali mu to ni uspelo. In to je res tisto, kar bodo njegovi volivci vprašali, ko pride čas volitev. Mnogi namigujejo, da bi lahko Gadi Eisenkot postal prihodnji predsednik vlade. Naftali Bennett, Jair Lapid, veliko je imen, ki bi lahko postali prihodnji voditelji Izraela. Vendar pa je predlog in skrb mnogih, kdo lahko stori, kar je potrebno na svetovnem prizorišču. Kakšne vpoglede lahko delite na tem področju? Je to ena glavnih skrbi volivcev, ko gredo na volišča? Ali jih bolj skrbi ne le varnost, ampak tudi življenjski stroški? In kako preživeti, shajati v tej zelo dragi državi? Rad bi vam povedal, da bo šlo za gospodarstvo, ampak če bi stavil na to, bi takoj izgubil ves ta denar. Če bi vprašali Smotriča, kot je dejal v nedavnem intervjuju, za svoje gospodarstvo ne dobiš niti pol sedeža. In če to pravi finančni minister, mu bom verjel. Mislim, da ko gre za Eisenkota, če ljudje res sprašujejo, kako bo predstavljal Izrael na svetovnem odru, potem ne bi nujno rekel, da je on oseba, na katero bi se obrnil. Njegovo znanje angleščine ni ravno tisto, kar bi jaz imenoval najboljše, ampak vseeno mislim, da na svetovnem odru predstavlja drugačno podobo. Tisto, kar Izraelci v resnici iščejo na teh naslednjih volitvah, je nekdo, ki bo v bistvu pokazal, kaj Izrael zdaj je. In to je po 7. oktobru, kar morda pomeni bolj enoten Izrael, manj polariziran Izrael. Eisenkot je morda prava izbira. Ampak trenutno mislim, da v opoziciji ne bo šlo za to, kdo se lahko najbolje predstavi na svetovnem odru, ampak preprosto za to, kdo se lahko postavi po robu Netanjahuju ob volitvah.